Razvoj industrije in široka potrošnja v okolici Ljubljane zahtevata vsak dan večjo množino električne energije. Zato smo na Savi pri Medvodah pričeli graditi že leta 1948 veliko hidroelektrarno. Predvojni načrti so tu predvidevali polovico manjšo izrabo vodne sile, zato niso več ustrezali. Današnja elektrarna, za katero so vse načrte izdelali domači projektanti, ima takole razdelitev. Ob obeh bregovih sta betonski zgradbi s turbinami in generatorjema, sredi med njima pa dve pretočni polji za odvod visokih voda. V teh pretočnih poljih sta po dve železni zapornici, ki zajezita reko. Tako nastane za elektrarno jezero. Voda doteka skozi dotočni kanal in pada navzdol v špiralo, zavrti vijak turbine in odteka po odtočnem kanalu naprej v strugo reke. Turbina poganja generator, ki proizvaja električno energijo. Elektrarno so gradili v več fazah. Najprej so pod zaščito betonskih sten zgradili v prvi gradbeni jami desno polovico naprave. Pričela je obratovati betonarna. Stavba je rastla. In v letu 1951 je bil gotov prvi turbinski prostor z ležiščem za turbino in generator. Jeseni 1952 je bila voda preusmerjena skozi desno pretočno polje. Zagradili so drugo gradbeno jamo in pričeli graditi levobrežno stavbo. Za same temelje elektrarne je bilo potrebno izkopati več kot 100.000 kubičnih metrov materijala. V zgradbo je bilo vzidanih 54.000 kubičnih metrov betona, porabljenih 12.500 ton cementa, za opaže pa 4.400 kubičnih metrov lesa. V turbinskem stebru najprej zgradijo odtok, nato sifon, sledi špirala turbine in temelji generatorja. Objekt kar požira material. Samo betonskega železa je bilo potrebno 900 ton, to je več kot 200 vagonov.
Dela so nadaljevali poleti in pozimi. Material za gradnjo so prevažali spodnje savske struge po posebnem tiru in nato z dvigalom v vrh betonarne. Štiri leta je dotekal po žičnici beton v zgradbo. Več kot milijon delovnih ur je bilo potrebnih, da so pridne roke delavcev zgradile ta energetski objekt. Začela je prihajati hidromehanska oprema. Deli tablastih zapornic, kolesja, verige, nosilci, žerjav, tračnice. V skupni teži več kot 1000 ton železa. Spomladi leta 1953 so dela tako napredovala, da so montirali v pretočno polje prvo zapornico. Hiše ob zgornji vodi in stare mline, do zdaj edine gospodarje ob reki, je pričela pokrivati voda. Ljudje so se preselili v nove domove. Novo jezero za elektrarno je dolgo 5 kilometrov in vsebuje 6 milijonov kubičnih metrov vode. Višinska razlika med obema gladinama je 20 metrov. Pričela se je montaža strojev. Elektrarna ima 2 turbini, težki 166 000 kilogramov. Za montažo strojnih delov so zgradili poseben portalni žerjav, težak 790 ton, ki lahko prenaša do 150 ton težka bremena. Turbini sledi pokrov, ki brani vodi dostop v strojnico. Na tekač turbine je pritrjena pol metra debela os, ki prenaša 12 000 konjskih moči vodne energije na rotor električnega generatorja. Pri
Prispeli so deli generatorja, katere so s posebno prikolico prevažali do elektrarne. Elektrarna ima dva generatorja, težka skupaj 320 ton. Skupna moč obeh je 24.000 kV in letno proizvajata okoli 100 milijonov kWh. Energija iz elektrarne se pretaka deloma preko 110 kV stikališča v elektroenergetsko mrežo Slovenije, preko 35 kV postaje pa do bližnjih industrijskih centrov. Razstrelili so zagatne stene in 1. avgusta 1953. leta je bila slavnostna otvoritev elektrarne. Zastopniki podjetja Elektrogospodarske skupnosti Slovenije in ljudske oblasti so v svojih pozdravnih govorih poudarjali velik pomen tega novega energetskega objekta. Napočil je težko pričakovani trenutek. Trenutek, ki so ga z napetostjo pričakovali graditelji, delavci in projektanti. V elektrarni Medvode se je prvič zavrtel generator in začel proizvajati električno energijo. Delavci so prevzeli elektrarno v svoje upravljanje. Do konca 1954. leta so dogradili elektrarno in drugi agregat. Na pobudo delavskega sveta so poglobili strugo pod elektrarno. S tem so zvišali koristni padec za 1 meter. Proizvodnja elektrarne se je dvignila za 10 milijonov kWh letno.
v komandnem prostoru je srce elektrarne. Od tu se upravljajo vsi stroji in električne naprave. Delavski svet danes še naprej rešuje tekoče probleme. Nastopajo težave v pogonu, predlagajo ukrepe za boljše in uspešnejše delo. Naloge so težke in odgovorne. Vsak izgubljeni dan proizvodnje pomeni 250 000 izgubljenih kilovatnih ur za naše gospodarstvo. Sredi reke Save stoji rezultat naših naporov in proizvaja kri za našo industrijo. Hidroelektrarna Medvode.